Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci Slovenije bistriške kabelske televizije v prvi tretjini marca ali sušca, v katerem obeležujemo Mednarodni dan žensk, praznik občine Slovenska Bistrica, Gregorjevo, pa da ne pozabimo na moški praznik, 40 mučenikov. Uradno pa bo ta mesec nastopila tudi pomlad, zatem pa še materinski dan. Vmes pa še številne prireditve in drugi dogodki, nekateri med njimi pa si boste lahko gledali tudi v današnji informativni oddaji. Išla je že marčevska številka občinskega glasila Informator, v katerem boste našli veliko zanimivega. Zato prijazno vabljeni k branju in ogledu današnje informativne oddaje. Pretekli teden zborovali Slovenije bistriški veterani vojne za Slovenijo. V Slovenski Bistrici razstavljali keramiki iz Kanala ob Solči. Na rednem letnem zboru so se sestali člani krajevne borčevske organizacije Zgornje Bistrice. 145. območnega zbora so se udeležili tudi Slovenije bistriški gasilci. Vrhunski slovenski alpinist Viki Grošelj predstavil spomine na prvo srečanje s Himalajo pred 40 leti. Neznani storilec iz podjetja odnesel orodje, stroj in druge pripomočke v vrednosti 5000 evrov. V športu, o športnem plezanju za mlajše in srednje kategorije ter košarkarski tekmi med Bistrico in Radensko. V rubriki Lokalne novice o 3 občnih zborih, razstavi keramike in predstavitvi knjige. V prostorih Doma športa in kulture v Poljčanah je v petek, 3. marca, potekal redni letni zbor območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Slovenska Bistrica. Člani in članice združenja so prisluhnili poročilom o delu v preteklem letu ter potrdili plan dela in finančni načrt za leto 2017. Veterani so na zboru podelili tudi priznanja in članske izkaznice. V petek, 3. marca, so v razstavišču Pristava Centra domače in umetnostne obrti v Slovenski Bistrici odprli gostujočo razstavo keramike po Lucije Rije, članic in članov kluba keramikov PD Solča Kanal. Študijski projekt po Lucije Rije je zrasel iz hotenja po napredovanju, raziskovanju, pridobivanju novih znanj in iskanju lastnih zamisli. 13 članov kluba keramikov PD Solča Kanal je na pobudo profesorice Dubrovke Urban leto in pol raziskovalo delo in življenje legendarne mojstrice keramike Lucije Rije, ki je z rojstnega Dunaja zaradi nacizma emigrirala v London. Po težkih vojnih in povojnih letih se je končno uveljavila kot avtorica razpoznavnih oblik v kamenini in porcelanu. Njeno delo je bilo od študijskih let do visoke starosti spojeno z lončarskim vretenom ter nenehnim raziskovanjem uporabnih oblik, keramičnih materialov, pigmentov, oksidov in glazur. Razstava bo na ogled do 3. aprila. Članice in člani krajevne organizacije borcev za vrednote NOB Zgornja Bistrica so se v soboto 4. marca v restavraciji Impola v Slovenski Bistrici sešli na zboru. Na srečanju so prisluhnili poročilu o delu v letu 2016 in programu dela krajevne organizacije za to leto. Prav tako so sprejeli nove članice in člane. Zbor so popestrili še s krajšim kulturnim programom.
Prav tako v soboto, 4. marca, so se v gasilskem domu PGD Slovenska Bistrica na rednem občnem zboru sešli članice in člani prostovoljnega gasilskega društva Slovenska Bistrica. Na zboru so se seznanili s poročili o delovanju društva v preteklem letu ter sprejeli plan dela in finančni načrt za leto 2017. Prav tako so podelili priznanja in napredovanja. V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica so v ponedeljek 6. marca ob otvoritvi 4. sezone bralne značke za odrasle gostili vrhunskega alpinista, gorskega reševalca in vodnika Vikija Grošlja. Grošelj je predstavil svojo najnovejšo knjigo, posvečeno jubileju prve osvojitve slovenske alpinistične odprave na Makalu na prvega 8000-aka. V knjigi 40 let mojih soočanj s Himalajo je zbranih okoli 30 člankov, ki jih je Grošelj v zadnjih 20 letih objavil v Delovi sobotni prilogi in odslikavajo slovensko in svetovno dogajanje v Himalaji. Himalaja je stara menda dobrih 5 milijonov let, pa še vendarle je najmlajše gorstvo našega planeta, zato tudi ostaja najvišje. Himalaja je edino gorstvo, kjer gore segajo več kot 8000 metrov visoko in ta slika posebja prav tisti dejanski vrh sveta. Tole je 6., 1., 4. in pa 5. najvišja gora sveta, to so Čoju, Everest, Lhotse in Makalu, ki se med seboj razlikujejo tam mogoče 20-30 km zračne razdalje med njimi in kot pravimo, na tem predelu se je Zemlja pravzaprav povzpela nekako najvišje. Himalaja tudi slučajno ni najdaljša, kaj šele najširša gorska veriga našega planeta, absolutno pa je najvišja, kajti edino v Himalaji so gore, ki segajo več kot 8000 metrov visoko, tega ni nikjer drugi na svetu. In jasno, tisto najvišje, po svoje s tem tudi najtežje, je tisto, kar je nas alpiniste vselej privlačevalo. Pogoji za plezanje v Himalaji so tako izjemno zahtevni kot nikjer drugi na svetu, in zato Himalaja je bila, je in tudi bo prihodnje tisto najtežje, česar se lahko alpinisti lotijo. Društvo Brusnica Slovenska Bistrica je v sredo 8. marca v viteški dvorani Bistriškega gradu pripravilo prireditev v počastitev Mednarodnega dneva žensk. Slavnostna govornica je bila podpredsednica ženskega foruma SD Ljubica Zgonec-Zorko. V kulturnem programu, ki ga je povezovala Jana Jeglič, je nastopila vokalna skupina Vivere.
Sodelovale so tudi saksofonistka Enja Golob ter recitatorki Ajda Motaln-Godec in Milena Budler. On, ki je bil pravi, ljubi moj. On, ki je bil pravi, oče tvoj. Šel po svetu, Bog ve kam. Tebe in mene bilo ga sram. Kaj pa je tebe treba bilo, meni, mladi deklici? Ali te je treba bilo ali ni, vendar bi srčno ljubila te. Meni nebo odprto se zdi, kar tvoje ozrem se oči, kar prijazno nasmeje se, kar sem prestala, pozabila je. On, ki ptice pod svetom živi, naj ti da srečne lepe dni. Vedno bom srčno ljubila te. Nikar ne pozabi me. Policisti Slovenije bistriške policijske postaje so v preteklem in tem tednu zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete je bilo obravnavanih 6 kaznivih dejanj, od tega 4 tatvine in 2 grožnji. Spodnja Polskava. Iz podjetja je nekdo odpeljal več kosov raznega orodja, strojev, ležaje ter kompresor, s tem dejanjem pa podjetje oškodoval za 5.000 evrov. Zgornja Polskava. Neznani vlomilec je skušal vlomiti v stanovanjsko hišo, vendar mu to ni uspelo, kljub vsemu pa je povzročil za 500 evrov škode. Lukanja. Na smučišču Jurgovo so smučarju ukradli smuči ter palice ter ga oškodovali za 280 evrov. Počivališče Spodnja Polskava. Iz parkiranega tovornjaka je nekdo iztočil okrog 250 litrov goriva in podjetje oškodoval za približno 300 evrov. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 21 prometnih nesreč, podali 3 obdolžilne predloge, izdali 72 plačilnih nalogov, odvzeli 2 vozniški dovoljenje ter zasegli 1 vozilo. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 4-krat, obravnavali pa so še travniški požar ter prekršek v zvezi z uporabo prepovedanih drog. Alpinistični klub Slovenska Bistrica je v soboto, 4. marca, gostil drugo tekmo Vzhodne lige v športnem plezanju, težavnost za mlajše in srednje kategorije, na kateri se je pomerilo kar 272 tekmovalcev iz 27 klubov. Tekma je hkrati štela za šolsko področno tekmovanje Vzhod. Izkazali so se tudi domači tekmovalci in tekmovalke. Najmlajši tekmovalci, Zala Juhart, Enej Batistič in Pavlina Potočnik, so v kategoriji mlajših cicibanov oziroma cicibank osvojili vrh vsaj ene smeri. V absolutni konkurenci so ponovno zmagali Gal Leskovar pri starejših dečkih, Lucija Tarkoš pri starejših deklicah in Ema Seliškar pri mlajših deklicah. Urban Zagoršek je v kategoriji starejših dečkov z B licenco osvojil drugo mesto. Uspeh sta dopolnila še Neven Otorepec, ki je bil v kategoriji kadetov 3. in Žan Janežič, ki je v isti kategoriji zasedel 5. mesto. Košarkarji Bistrice so v rednem delu državnega prvenstva 3. lige Vzhod 3-krat zmagali in 9-krat izgubili. S tem izkupičkom so si tudi zagotovili obstanek v tej ligaški konkurenci. V rednem delu prvenstva smo dejansko izkoristili smo izpolnili svoj cilj, da smo ostali v ligi. Zelo smo pomladili ekipo, dejansko 3 igralci, ki so 15 let igrali tu, oba dva brata Borovič, pa bom rekel tudi Galič, so prenehali. Sicer smo 2-3 starejši so ostali, vse ostalo pa smo pomladili z fanti starimi 15-16 let. In to primarni cilj smo, se pravim, ustvarili. Zdaj v drugem delu pač igramo za razigravanje.
ampak spet hočem dati čim več priložnosti mladim, ker bojo dejansko v naslednjih sezonah oni nosilci igre v tem klubu. V skupini ekip za razvrstitev bodo igrali še 4 tekme. 2 sta namreč že za njimi, v katerih so iztržili polovičen točkovni izkupiček. Najprej so v Ljubljani premagali ekipo Ježice, nato pa na domačem parketu nesrečno izgubili z ekipo Radenske in to z rezultatom 69-65. Bom rekel tako, mladi so bili danes energetsko zelo nizko, ker so imeli 4. tekmo v tem tednu, ampak dobro, ni izgovor. Ne morem pa zdaj tudi očitati, bom rekel, izkušenim starejšim, ker vodijo tekme pionirske U13, U9 do povdne in hodijo, pa so v Ljubljani, v Krškem na tekmi in pol prijejo sem spet na tekmo, morajo odigrati in dejansko so utrujeni, tako da nimam kaj reči, borili so se. Je pa res, da neka dodatna motivacija je na koncu zmanjkala, pa bom rekel tudi malo več sreče, da bi lahko mogoče obrnili ta rezultat v našo prid. Še 4 tekme do konca razigravanja tukaj za razvrstitev, torej kakšno je lahko tista tvoja napoved? Pa dobro, mi gremo vsako tekmo, da zmagamo, to je res. Rad bi, da bi fantje dobili čim več mladi priložnosti, pa to tudi izkoristili. Zdaj, vsak mogoče 5 minut izkoristi, ne pa izkoristi 10-20, kar bi jaz bil srečen, da bi čim več izkoristil, pa neko kontinuiteto najdel v tej tekmi. Drugače pa se pravim, da dejansko domače tekme zmagamo, pa tudi na gostovanju koga probamo presenetiti. Imam pa občutek, da lažje igramo na gostovanju, ker nismo pod pritiskom. Tako da sploh mladi in dosti bolj sproščeno igrajo. V bistriški ekipi sta najbolj izkušena Uroš Globovnik in Tadej Horvat, katerima pa uspešno sledijo mlajši igralci, ki bodo v prihodnosti v naše mesto ponovno pripeljali kakovostno košarko in s tem tudi odlične posameznike. Kadeti so še, moram reči, da so še leto mlajši, tako da še drugo leto so igrajo v konkurenci kadetov, ampak vse ima svoj čas, nič ne bomo prehitevali, tudi če bo kateri fant izskočil, da mora napredovati v boljšem klubu, bom rekel, da ima boljše pogoje, bomo mu to omogočili, ampak se pravim, neki val fantov, pa tudi spodaj otrok, pa bi radi dejansko obdržali, pa da bi se to polnilo s člansko ekipo, da je bila vedno to domača ekipa, ker dejansko 10 let ni igralcev, sploh ne neka luknja v košarki, žal, ampak se pravim, jaz se bom trudil, dokler še bom tu, da bomo dejansko zafilali to luknjo z našimi igralci. Spoštovani, današnja informativna oddaja je končana, ta teden pa je popisan s pomembnimi mejniki, od Mednarodnega dneva žensk, občinskega praznika do Gregorjevega, vsem pa je skupen pridih po pomladi. In tak naj tudi ostane do našega naslednjega druženja. Pa srečno!